Začel sem s prostovoljstvom zato, ker sem hotel nekako razširiti svojo socialno mrežo ob prihodu v novo državo. Tukaj sem namreč od leta 2020, odkrat sem začel doktorat, v bistvu sem bil potem še enkrat prej 2018 tukaj v farmacevtski industriji, študiram farmacevtsko tehnologijo. Nekako sem hotel tudi spoznati Slovence, ki tukaj živijo, držati stik s Slovenijo. Nisem hotel biti še en primer brain draina in sem hotel nekako prispevati k razvoju Slovenije, tudi če živim v tujini, in se mi je zdel biti prostovoljec en tak dober način za to doseči. In potem sem nekako spoznal tukaj ljudi in videl, da mi nekako vtis pomoča, mogoče nekaj možnosti za rast in zdaj sem, mislim, da drugo leto ali prvo leto, nekako predsednik lokalnega odbora tukaj v Švici. Zdravo. Super. Anita? Zdravo še z moje strani. Jaz originalno prihajam z Gorenjske, ker se bo verjetno zelo hitro slišala v mojem naglasu. Drugače sem pa zdaj že več kot 7 let v Švici. Moram priznati, da sem jaz najprej vso svojo pot v tujino naredila, dejansko končala doktorat lansko leto na medicinski fakulteti v Bernu. Potem sem pa čisto slučajno odkrila vtis, tako da sem relativno nova, začela sem januarja, ampak sem se pa potem zelo aktivno vključila v zelo različne stvari, zato ker sem nekako iskala ravno tako neko povezovanje, nekako razširiti svojo mrežo, želela sem si tudi nekako pomagati s svojimi izkušnjami, potem stvarmi, ki sem jih pač do zdaj spoznala, ugotovila in nekako to deliti. In pa pomagati mlajšim generacijam oziroma pač izboljšati nekako, bom rekla, napredek družbe, zato ker verjamem v kroženje znanja, verjamem v to, da če si pomagamo, če si delimo interese, sodelujemo, lahko dejansko zelo veliko dosežemo. In pa tudi nekako mi je pa ful super, ker na tak način nekako vzpostavljam nova poznanstva Slovencev tako v Švici kot po svetu. In glede na to, da v tujini imamo večinoma veliko tujih prijateljev oziroma prijateljev iz tujih držav, je zelo super tudi nekako srečati Slovence, se podružiti, se udeležiti dogodkov in nekako tudi ohranjati neke običaje. Tako da to, trenutno sem pa še vedno postdoc na Inštitutu za anatomijo v Berenski univerzi. Sem pa pač v društvu Vtis letos poleti prevzela tudi interesno skupino Slovenke po svetu. Tako da vljudno vabljeni, bomo imeli precej nekih dogodkov, to leto še 2 dogodka, drugo leto pa potem več dogodkov, nekako vsake 1,5 do 2 meseca. Tako da spremljajte na Slacku in vljudno vabljeni, da se priključite. Vabljeni. Tako da, to je to. Hvala, Anita. Kdo bo naprej? Jaka? Jaz še. Živijo, jaz sem Jaka. Jaz sem študiral v Ljubljani biokemijo in potem opravljal par praks, delal doktorat v Franciji, prvi podoktorski v Ameriki, zdaj trenutno sem v Švici, tudi še v raziskovanju nekako med Švico in Kemijskim inštitutom v Ljubljani. Članil sem se v društvu Vtis, ker mi je nekdo rekel, naj se včlanim, ko sem mislil, to je za številke, ko verjetno vodijo evidence, koliko nas je zunaj. In potem v bistvu nisem bil aktiven do pred 3 leti, tako so ustanavljali te interesne skupine in takrat sem se javil za ta, samo da malo modeliram ta Slack channel, glede Life Science in takrat naprej smo imeli kar dosti dogodkov in je pač fajn spoznati ljudi. To je verjetno največja prednost zame. Super, hvala, Jaka. In še Lara? Živjo, jaz sem Lara in sem od januarja doktorantka na Univerzi v Sorboni v Parizu. V Vtis sem se vključila v bistvu preko povezave z ASEF-om originalno, ker sem bila že prej 2-krat na raziskovalnem obisku v tujini in potem so me povabili na okroglo mizo z Vtisom. Pa sem videla, da Vtis je v bistvu ful fajn in itak sem se odpravljala v Francijo, tako da je bila idealna prilika, da se pridružim in si pomagam pri svojem premiku, po drugi strani pa da tudi od začetka kar lahko pomagam drugim naprej.
kar mi je bila nekako tudi motivacija, da bi se malo bolj vključila v društvo, pa da tudi spoznam več ljudi, pa vidim, kako deluje. Zdaj zaradi tega, ker sem se ravno podajala na neko novo pot, ki mi je bila kar neznana, sem rekla, ok, mogoče si ne bi vzela največjega zalogaja, pa sem se odločila, da bi začela s pisanjem za vsebine za blokotis, ker je res ena taka stvar, ki se je lahko boste najdeli čas v enem letu za tisti članek napisati, tudi če imate milijon drugih stvari. Pa vse je nek tak fin način, na katerega lahko deliš recimo kakšno stvar, ki si jo ti specifično se z njo srečil, si se z njo ukvarjal in bi jo rad delil ostalim, da bi jim bilo mogoče malo lažje. Tako da ja. Hvala, Lara. Evo, tako kot ste videli, zelo različne oblike prostovoljstva, od lokalnih odborov do vodenja interesnih skupin, zakonodajne delovne skupine do pisanja člankov. Bomo tudi o vsake od teh možnosti malo več povedali čez par minutk. Predtem pa, ker ste videli zelo različne razloge, zakaj postati prostovoljc pri društvu Vtis. Tako da preko gremo naprej, bi najprej vas vprašala, da nam zaupeste, zakaj pa vas zanima postati prostovoljca ali pa prostovoljka pri društvu Vtis. Tako bi vas prosila, če greste na www.menti.com in napišete tole kodo tukaj zgoraj. Torej, bom tudi kopirala v chat, da bom lažje. Tako. In pol odgovoriste na vprašanje. Pa sporočite, če ima kdo probleme z Mentijem. Bomo pomagali. Aha. Super, povezovanje, ja. Še kakšen drug razlog? Sporočite, če ima kdo probleme z Mentijem. Vam je vsem uspelo pred gor. Super, super družba in kontakti v več državah, ja, definitivno. Bomo tudi malo pogledali malo statistike, tudi koliko več povezav prostovoljci pridobijo prek društva. Povezovanje s Slovenci, ki imajo mednarodne izkušnje, definitivno, ja, torej glavno se gre za povezave, vidim, pomoč ostalim pa deljenje izkušenj življenja v tujini. Super. Bi še kdo kaj dodal? Smo še kaj spustili? A je to dobro za objeto? Bom vzela, da je to dobro. Dobro, pa gremo naprej. Torej, tako ker ste rekli, da bi radi postali prostovoljci predvsem za povezav. In ja, definitivno, če pogledamo na društvo Vtis, zdaj nas je že počasi nas bo 2300 članov po celem svetu. Približno, zdaj gledam lansko letno statistiko, nas je bilo 180 prostovoljcev. Seveda to število je malo napihnjeno ob začetku leta, pa zaradi velikega števila mentorjev, ko jih imamo, ampak jih je kar precej. Zdaj, kako pa sploh, kaj sploh so prostovoljci za društvo? Vizija društva je, da res smo tista vodilna organizacija, ki povezuje v tujini izobražene Slovence, ampak ne, da samih povezujemo, ampak tudi jim nudimo možnosti, da res odločilno pripomorijo k napredku slovenske družbe. Torej, da prinesejo nazaj to znanje, da res vzpostavijo neke spremembe. Na boljše, seveda. Naša misija je pa, da zmanjšujemo razdaljo med tujino in Slovenijo. In to delamo prek povezovanja, prek spodbujanja in omogočanja sodelovanja med Slovenijo in tujino in pa seveda deljenja dobrih praks z Slovenijo in predvsem z glavnimi odločevalci. Torej, imamo dosti različne aktivnosti, od podpore pri študiju, za tiste, ki grejo prvič v tujino, povezovanje lokalnih skupnosti,
povezovanje s priložnostmi za kroženje znanja in spet, kar sem že omenila, oblikovanje predlogov za izboljšanje, recimo zakonodaje za vtisovce. In zdaj, kako sploh omogočamo, da delamo vse te aktivnosti, da lahko dosegamo to vizijo, tle so glavni prostovoljci, ne? Nekako 3 glavni akterji izpopolnjujejo to vizijo. Eno je vodstvo društva, tukaj imamo upravni odbor, 7 prostovoljcev nas je, jaz sem predsednica društva, pa imamo še 6 članov upravnega odbora, ki strateško usmerjajo društvo, predvsem na 7 glavnih področjih, in ta so torej povezovanje skupnosti, povezovanje oziroma vzpostavljanje sodelovanj na področju gospodarstva, vzpostavljanje sodelovanj na področju znanosti, pa imamo še finance pa operativa, kar ima čez Timotej recimo, imamo širjenje brenda in vsebin, pa imamo, kaj sem zdaj še spustila, pa imamo end-to-end experience, torej zagotavljamo, da je res dobra izkušnja za člane od začetka do konca, in pa še, zdaj sem nekaj spustila, še 7. področje se bom spomnila, ko mi pride na pamet. Pa imamo še pisarno, pisarna je ta nekako operativa, tukaj imamo edine akterje, ki so dejansko zaposleni in ne prostovoljci. To so naša Manca, Nika, ki jih sigurno dostikrat vidite prek komunikacije prek maila in pa prek Slacka. Te res skrbijo za komunikacijo vsak dan, za oglaševanje in pa seveda podpirata prostovoljce pri nekih bolj administrativnih stvareh. In pa imamo prostovoljce, torej vas, ki pa skrbite za predstavljanje društvo v tujini, torej v teh lokalnih skupnostih, oziroma vodite neke interesne oziroma strokovne skupnosti, nudite podporo članov, mentorirate in tako naprej. Torej, ste res ključni za to, da sploh lahko uresničimo našo vizijo. In pač vtisa brez prostovoljcev enostavno ni. Torej, tu smo že odgovorili na to vprašanje. Zdaj bi vam pa dala mogoče še eno zanimivo statistiko. In sicer povprečno član društva, če ni prostovoljc, pridobi približno 13 novih povezav. Torej, 9 novih članov spozna in pa 4 nove kontakte, recimo s partnerskimi podjetji, institucijami v Sloveniji in tako naprej. Tako da naslednje vprašanje, da vas malo spodbudam, da mi ne boste zaspali, bi vas vprašala, torej naslednje vprašanje tukaj, če ste gor, dajte se sam upisati spet na Mentimeter. Me zanima, kaj si mislite, koliko povezav pa pridobi povprečno prostovoljc pri društvu Vtis? Samo povejte, ko boste ready, da zalaufam. Na to mi prostovoljci ne odgovarjamo. Tudi. Kako? Mi prostovoljci. Tudi kar, vsi, kar. Vsi, ok. Da vidimo, če boš vedel. Super. Evo, gremo pa naprej, da vidimo, kaj si mislite. Aha, še se prijavili ste. Dan še kakšno minutko? Zdaj pa manj tudi to, ne? Koliko novih povezav povprečno pridobijo pa prostovoljci preko društva Vtis? Torej, povprečen član pridobi 13 novih povezav. Kaj pa prostovoljci? Super, 4 od vas je imelo prav, ste obkrožili prav, tako je. Torej, prostovoljci pridobiste skoraj 2-krat več povezav, 31 povezav, povprečno dobi prostovoljc, spozna 22 novih članov, seveda, ker ste res tisti glavni povezovalci članov in prek tega tudi spoznaste nove člane in pridobiste povprečno 9 novih kontaktov s podjetjami in institucijami. To je povprečje, izračunano. Seveda pa tisti, ki ste na Slacku, tudi se dodatno izboljša povprečje, kakor člani, ki niso na Slacku.
Super. Zdaj pa tista glavna stvar, no? Na kakšen način se sploh lahko, kakšne prostovoljske vloge sploh obstajajo. Torej, tisti, ki vas zanima doprinos lokalni skupnosti, imamo dve vlogi. Ena je vloga vodje lokalnega odbora, in bomo tudi malo več o tem povedali čez par minutk. In sicer tukaj boste predvsem vodili skupino prostovoljcev, da skupaj organizirate različne dogodke, evente, se povezujete z veleposlaništvi v vaši državi in podobno. Pol bomo tudi prostovoljci kaj več povedali. Druga vloga, kar se tiče doprinosa lokalnih skupnosti, je član lokalnega odbora. Tukaj pač je ta glavna skupina, spet, ko organizira dogodke, ko pomaga dobiti zanimive govorce, ko pomaga pri logistiki, organizacije in tako naprej. Če ste pa tiste pol, ki vas zanima doprinos strokovne skupnosti ali pa interesnim skupnostim, imamo tukaj vodjo strokovne oziroma interesne skupnosti, ki nekako organizira meetupe, da poveže recimo vse strokovnjake, ne vem, na področju, kaj imamo, healthcare, ali pa vse na področju podatkovne znanosti in tako naprej. Pa imamo tudi člana delovne skupine. Zdaj letos imamo delovno skupino za zakonodajo, v preteklosti smo imeli tudi delovne skupine recimo za gospodarstvo. Trenutno delamo eno skupino, ki bo se fokusirala na turizem in kako lahko vtisovci pripomoremo k izboljšanju slovenskega turizma. Tako na ta način spet lahko doprinesete tukaj. Te delovne skupine v glavnem delijo na nekih novih raziskavah, anketah, publikacijah in potem te dobre prakse prenesejo na slovensko javnost, na glavne odločevalce in druge glavne akterje. Če vas zanima bolj vsebinski doprinos, imamo tukaj prostovoljsko vlogo pisca vsebin za blog. In nazadnje seveda lahko postanete prostovoljci tudi kot mentori, ampak v tem današnjem forumu ne bomo se toliko fokusirali na to, ker smo imeli že podoben event, samo fokusiran na mentorstvo. Tako, če vas tudi zanima mentorstvo, mogoče se ne bomo danes na to fokusirali, ampak če vas zanima, dajte mi samo pisati, pa vam malo več povem o tem. Še zadnja stvar, kako se pol odločiti, recimo, če niste prepričani. Jaz bi vam predlagala najprej prvo vprašanje, ki se ga morate postaviti, a sploh želite doprinesti tej neki viziji, misiji, ko jo ima društvo Vtis, a verjamete v njo, če ne, pa mogoče so druge prostovoljske možnosti, ki vam bojo bolj ustrezale, ne. Če je tukaj odgovor ja, bi vam tukaj predlagala, da se pol vprašate, na kakšen način, na kakšni ravni bi radi doprinesli, ne, ali na globalni ali pa na lokalni, ne. Na lokalni imamo pol spet vprašanje, kakšne veščine bi radi razvili, ali so to vodstvene, ali so to bolj organizacijske, oziroma kar se tiče veščine na tej globalni ravni, se vprašajte spet, a vas zanimajo razvijanje vodstvenih, raziskovalnih ali pa novinarskih veščin. In glede na to nekako upam, da dobiste odgovor, katera vloga bi vam najbolj ustrezala. Hkrati pa smo tukaj zraven dali približno, kolikor vam vzame vsaka vloga. Tako tisti, recimo, ko imate manj časa, se boste najbolj odločili za kakšne vloge, kot so recimo pisec vsebin. Tisti, ki res želite dosti doprinesti k društvu, pa imate malo več časa, je tukaj seveda te neke vodstvene vloge in vam bojo bolj ustrezale. Bom zdaj malo tukaj utihnila, pa sem vprašala, če ima že zdaj kdo kakšno vprašanje. Seveda pa bomo opisali vsako vlogo čez par minut bolj v detajle. A lahko jaz samo vprašam, tukaj je vodja strokovne skupnosti, torej v isti koš spada še član delovne skupine, a je to ista stvar, ali sta to dve ločene stvari? Torej, a si lahko član strokovne skupnosti oziroma vodja delovne skupine, ali sta to isti stvari v bistvu?
To sta dve ločeni stvari, torej vodja strokovne skupnosti, in tu bo tudi Jaka malo več povedal čez par minut. Vodja strokovne skupnosti je, recimo, ti se hočeš povezati skupnost vseh oblikovalcev pri društvu TIS, ki delijo v vseh možnih državah. Torej, povežeš vse Slovence v isti stroki preko nekih meetupov, prek Slack skupine in tako naprej. Medtem ko član delovne skupine pa malo bolj raziskovalno obarvan in sicer tukaj se gre kako lahko neke dobre prakse iz tujine prinesemo nazaj v Slovenijo. Primer je bil, recimo, smo delali raziskavo, kaj so dobre prakse uspešnih zaposlovalcev v tujini, torej kaj delijo, da privabijo talente oziroma jih zadržijo. In potem smo to zbrali, smo naredili eno veliko raziskavo in potem smo prezentirali po vseh gospodarskih zbornicah s podjetji in tako naprej. Tako to je bolj neko raziskave, medtem ko vodja strokovne skupnosti se gre za povezovanje skupnosti. Torej, čeprav razumem, delovne skupine tudi pač nastajajo in pač to je nekaj, kar se sproti spreminja, medtem ko strokovna skupnost je stalna, lokalni odbori so stalni itd. Tako, ja, nekako v začetku leta se to definira, trenutno imamo samo odprto delovno skupino za zakonodajo, torej predvsem na področju raziskovanja pa izobraževanja. Ok, hvala. Seveda. Dobro, pa še zadnje vprašanje, preko nam prostovoljci malo več povejo o vsaki vlogi in o njihovi izkušnji. Bom delila tukaj, še enkrat gremo na Mentimeter. In me samo zanima malo, če nam zaupate, katera prostovoljska vloga, če že veste, vas najbolj zanima. Evo, malo sem napačno dala gor, tako da če lahko še enkrat odgovoriste na to vprašanje. Super, imam interesenta za delovno skupino. Aha, kar precej zanimanja za lokalne odbore, super. Še kaj, še kdo drug, a vam je že uspelo odgovoriti? Aha, pisec vsebin. Super, no, se boste pa še vprašali vprašanja, pol potem najbrž, ko boste tudi videli, kakšne sploh so vse te vloge. Cool. Dobro, pa gremo najprej kar na vodjo lokalnega odbora, tako da bi tukaj prosila Gregorja, če nam malo zaupa, kako se njemu zdi biti vodja lokalnega odbora, kakšne so kakšne naloge in komu bi mogoče priporočil to vlogo. Dobro, hvala Kristi. Torej, nekako naloga vodje lokalnega odbora je prevsem sestavljena po mojem iz 3 delov. Eno je nekako, da rekrutiraš nove člane, člane lokalnega odbora, pa člane, ki bi samo bili člani Radio TIS-a in se udeleževali dogodkov. Koordiniranja dogodkov oziroma koordiniranja članov in pač tega, da nekako nudiš podporo ljudem. Zdaj, v tej fazi lokalni odbor nekako različne zadeve so malo bolj pomembne. Zdaj, v mojem primeru sem bil v Švici, ko je bil lokalni odbor že vzpostavljen in je bila nekako glavna naloga zbližati člane.
in to smo nekako naredili že med COVID-om, pa potem po COVID-u smo se začeli nekako skupaj dobivati. Torej, kot vodja lokalnega odbora nekako pokličeš oziroma vzpostaviš nek prvi kontakt z lokalnim odborom, organiziraš sestanke, vodiš sestanke in nekako potem delegiraš koordinacijo dogodkov med različne člane lokalnega odbora. In zato je zelo pomembno, po mojem, da nekako uspeš čim več ljudi privabiti, da se pridruži lokalnemu odboru, zato ker več članov, motiviranih članov imaš, več dogodkov in bolj kvalitetne dogodke lahko izpelješ. To je ena slika iz enega sestanka našega lokalnega odbora, kot smo imeli na tem stalnem predstavništvu Republike Slovenije v Ženevi. To je bilo letos. In pol po sestanku smo šli malo se tam na jezero dobiti z še drugimi člani Vtisa. Je bil tak lep dan. Ta slika pa je en skupni dogodek, ko smo ga imeli z Slovenskim planinskim društvom. Ena pozitivna stran tega, da si vodja lokalnega odbora, je to, da imaš tak pregled nad vsemi deležniki, s katerimi sodeluješ pri organizaciji dogodkov. In recimo tukaj že po tej sliki nekako se udeležim potem tudi teh dogodkov, ko se jih zorganizira. Se vidi, enih 28 članov je bilo samo na tem dogodku in pač dobiš ogromno kontaktov. En zelo pomemben kontakt, ki ga vodja lokalnega odbora mora vzdrževati, je kontakt z veleposlaništvom. V Švici imamo zelo dober kontakt z veleposlaništvom, ki je nekako ključno pri izpeljavi naših bolj uradnih dogodkov. Nekako dogodki se delijo na te bolj uradne in neuradne. Te neuradni so tako meetupi, ki so namenjeni bolj temu, da nekako držiš skupaj to mrežo ljudi, ki so v tej lokalni skupnosti. In te uradni dogodki pa so namenjeni bolj temu, da nekako se tudi, da imaš tudi to plat, ki je nekako izobraževalna in pač namenjena tudi mreženju, profesionalnem mreženju. V Švici imamo ta format dogodka Predstavi svojo znanost, ki smo ga zdaj letos drugič organizirali, naslednje leto bo tretjič organiziran. In je organiziran skupaj z veleposlaništvom, ki nekako sponzorira v obliki tega, da nam da catering za jest, da za pit, vino, sok, vse. In nekako veleposlanik nas tudi vedno pol pričaka in nam da en tak nagovor in pač pozdravi vse, ki so prišli. In nekako te dogodki so zelo koristni iz tudi tega vidika, da pač navežeš lahko taka prijateljske naveze, pa tudi profesionalne. Sam sem recimo vzpostavil eno dobro povezavo z eno raziskovalko iz Züricha, ki mi je potem pomagala pri mojem doktoratu v enem laboratoriju molekularne biologije. In vem pa za dosti primerov ljudi, ki so na teh dogodkih nekako potem stkali prijateljstva, ki še danes traja, in to mi je nekako veliko veselje, ko vidim, da neki dogodki, ki smo skupaj z našim lokalnim odborom organizirali, vidim, da pač so pomagali ljudem ali profesionalno ali pa čisto osebno, tako da pač si se povezal z drugimi Slovenci v tej tuji državi. V glavnem, kaj bi še povedal? Ene take odgovornosti te funkcije so, da organiziraš 6 sestankov z svojim lokalnim odborom, da si prisoten na sestankih z upravnim odborom in imamo potem tudi na koncu leta ta zbor članov, ki je pač do zdaj bil vsaj sprejem pri predsedniku Republike Slovenije in je tak lep format, kjer se nekako spoznaš z drugimi prostovoljci. Super, hvala. Mogoče sem tukaj eno pauzo naredila, če ima kdo kakšno vprašanje za Gregorja glede funkcije vodje lokalnega odbora. Mene samo hitro zanima, a to je bolj aktualno v tujini ali tudi v Sloveniji? Tudi v Sloveniji imamo lokalni odbor in je zelo, zelo aktualno, da iščemo vodjo lokalnega odbora tam. Okay.
Tako da ja, v Sloveniji mogoče malo drugače, kar po naših izkušnjah seveda se gre manj za ta povezovanje slovenske skupnosti, ki pač smo itak v Sloveniji, ampak se gre bolj, kako lahko delamo neke networking evente in podobno med člani, našimi partnerji, recimo imamo partnerje LEK, GENI, X-Labs, smo dobro sodelujemo z različnimi društvi, ministrstvi, tako da se gre bolj kako ustvariti nek ta network za tiste, ki so prišli nazaj in bi se radi povezali. Ok, razumem. So pa ponavadi lokalni odbor v Sloveniji tudi zelo aktiven pri organizaciji večjih dogodkov, kot so, ne vem, simpoziji slovenske znanosti, raziskovalcev v tujini. Imamo ta event pri predsedniku in podobno in tukaj zmeraj tudi rabimo podporo slovenskega lokalnega odbora, tako da kar pestro v Sloveniji. Cool. Super. Neč, pa predlagam, kar gledam na uro, gremo kar naprej, pa bom prosila Anito, če nam mogoče malo pove svojo izkušnjo, kako je biti pa članica lokalnega odbora. Ok, ja, jaz sem članica lokalnega odbora v Švici in ja, meni se zdi super je, ker se dejansko lahko vključiš pri izvedbi različnih dogodkov, navežeš kontakte tako z veleposlaništvom, kot recimo s kakšnimi predstavništvi Republike Slovenije. Tudi nekako celotna organizacija se mi zdi, da je zelo konstruktivna, veliko stvari se lahko tudi naučiš, kako zorganizirati, kako pridobiti ljudi, ki bojo recimo, ne vem, imeli predavanje na eventu oziroma poskrbeli za glasbeno točko, na primer. Po drugi strani je pa celotna priprava, pa druženje izredno zabavno, no. Jaz sem se letos udeležila, mislim, da 4 različnih dogodkov in poleg tega, da sem spoznala zelo zanimive, ambiciozne, sposobne ljudi, je dejansko bilo to zelo zabavno, no. Na primer, ravno na tej sliki, to je bilo nekako bil mišljen piknik, ampak potem zaradi slabega vremena smo se dejansko dobili v pubu. In pač je bilo super, no. Mislim, bilo nas je okrog 20, dejansko igrali smo tudi tarok, na primer, tako da ja, bilo je bolj zabavno in dejansko smo bili, mislim, da 6 ur v tem lokalu, no. Tako da smo se družili, malo jedli, malo pač dejansko povezovali in se mi zdi ful super, no. Tako da, ja, tudi spoznala sem, na primer, Slovence, ki že 4 leta živijo tako v radiju 500 metrov in se prej nismo nikoli srečali, tako da smo se dejansko spoznali na veleposlaništvu, na dogodku vtisa in dejansko zdaj gradimo neke taka prijateljstva, povezovanja, potem tudi kakšno sodelovanje v prihodnosti oziroma se pogovarjamo o tem. Tako da ja, no, jaz mislim, da je res zaenkrat res pozitivna izkušnja in se mi zdi, da ogromno lahko profitiramo. Super, hvala. Bom tukaj spet naredila eno pavzo, če ima kdo kakšno vprašanje za Anito. Sem videla, da jih je bilo kar precej, vas je bilo interesentov za postati član lokalnega odbora, tako da kar na dan z vprašanjem, prosim. Je vse jasno? Mislim, to je super, tudi feedback, če nam poveste, da je že vse jasno. Ok. Vidim heads up. In kakšno vprašanje glede časa, ki ga morate nameniti, ali pa vloge, ko jo imate kot član lokalnega odbora? Ok, imam jaz eno kratko mogoče. A se splača biti prvo član, pa potem vodja, pač a je to toliko zahtevno ali kako je? Ja, član ti da nek vpogled, no, kako se vse organizira, po drugi strani pa bi tako rekla, če te zanima malo bolj razvijati
neke vodstvene sposobnosti, predvsem, veš, koordinacija tima, kako zagotoviti, da so vsi vključeni, da se vsak počuti slišenega, veš, kako vedeti, kdaj moraš povedati, kdo nekaj naredi versus kdaj moraš poslušati druge ideje, kako kaj spremeniti. Tako, če te tu zanima in če mogoče imaš že kakšne izkušnje tudi odprej, veš, koordinacija skupine ali kaj tasga, mislim, da ni problem stopiti v škornje vodje lokalnega odbora, seveda nudimo tudi podporo, naredimo bootcamp, kjer pač predamo vse znanje in tako naprej. Ampak bom tukaj vprašala najprej mogoče Gregorja, kaj se tebi zdi, a bi se strinjal s tem ali bi predlagal, da najprej je fajn postati član? Ja, mogoče odvisno, v katerem stadiju lokalni odbor. Če je to nek nov lokalni odbor, se mi zdi, da ni problem biti tudi pač druga opcija, tudi verjetno nimaš neko, da si takoj predsednik lokalnega odbora. Sam sem bil na začetku član, skoraj 1 leto, preden sem postal predsednik, in se mi zdelo koristno, že iz tega stališča nekako poznaš nekako že svoje člane, no. Ampak ne vidim pa nekega problema, če si že kdaj koordiniral kakšen projekt ali kaj tasga, se mi zdi, da je pač čisto doable, če si takoj predsednik, no. Ja. A smo odgovorili na vprašanje? Približno, ja. Približno. Glej, tako bi rekla, za člana lokalnega odbora predvsem se gre, da tukaj bo predvsem fokus na organizaciji samega dogodka, ne. Se boste malo porazdelili vloge, en bo, ne vem, poklical ljudi, govorce, en bo dobil prostor, so dosti take logistične stvari. Vodja pa se pravi bolj koordinacija celotne skupine. Tako da bi rekla, čisto odvisno, kaj te zanima, pol pa mi zagotovimo, da dobiš vso podporo, ko rabiš za eno ali pa za drugo vlogo. Tako. Super. No, tukaj glede lokalnih odborov, tukaj vidite, katere lokalne odbore že imamo. Torej imamo vsega po celi Evropi, Avstrija, Luksemburg, Nemčija, Belgija, Češka in tako naprej, do Kanade, ZDA, počasi pa tudi se širimo v Azijo in Avstralijo, tam imamo tudi že dobre povezave, mogoče ne še prav ustaljen lokalni odbor, zmeraj pa tudi iščemo prostovoljce, ki jih zanima ustanavljanje novih odborov. Tako, če ste v kakšni državi, recimo, ko je tukaj ne vidite, pač sporočite, pa se pol sestanemo, pa pomenimo, če se splača odpreti nov lokalni odbor. Cool, gremo pol naprej, gremo na vodjo interesne skupnosti. Mogoče najprej vprašala Jako, pa pol Anita, če ima še kaj za dodati glede te vloge. A to sem jaz, Jakob, ali? Jakob, Kragelj, tukaj. Ta naša interesna skupina je v bistvu obstajala, oziroma srečne naše interesne skupine so obstajale v 2 oblikah. Na začetku, ko se je ustanovila, je to bilo med časom karantene, COVID karantenno, in smo se nekako kar vsi dobili na temu preko enega Zoom srečanja. Nas je bilo tam od 5 do 10 ponovadi, tako da smo se pač vsi predstavili med sabo večkrat in se pomenili o pač temah glede raziskav, če je koga zanimalo, imel kakšno vprašanje glede teme, s katero se nekdo drugi ukvarja, ali pa tudi splošne stvari, na primer, enkrat smo se pogovarjali, ko se je ta Bioseparations podjetje, ko ga je Sartorius odkupil, pač kar je bila o novicah, se pravi. In splošno, kako gre v državah in o vremenu in tako naprej, no. Tako da pač smo se dobili na klepetih. Srečanja smo potem imeli najprej v nedeljah ob 8 zvečer, potem pa so oni rekli, da je tudi lažje med tednom, tako da se je menilo med sredo in nedeljo, vedno ob 8 zvečer. Potem pa smo probali par različnih formatov, eni so predstavili, kaj delajo v obliki PowerPointa, in zgleda, da je to bilo dosti jim všeč, tako da letos potem sem nekako začel, tam na začetku leta sem povprašal vse te člane, ki sem jih v teh srečanjih prej spoznal,
in splošno tudi potem v Slacku, ker nas je, se meni zdi, malo enih 100 ali malo več kot 100, sem vprašal, če imajo kakšne predloge. No, v bistvu nisem splošno povprašal, sem lahko tisti, ki sem jih spoznal, potem za rokav pocukal in vprašal, če se ji zdi kdo zanimiv, da bi lahko predstavljal. No, in tako smo v bistvu imeli par gostov, se mi zdi, da bilo njih 4 iz industrije in 4 iz akademskih raziskav. In so potem predstavili pač svojo karierno pot, se pravi, v tem smislu, kako so šli v tujino, kako so izbrali določeno univerzo, kako razmišljajo o naslednjih pozicijah, se pravi, bo naslednja pozicija nekje drugje v tujini ali pa v Sloveniji. In potem s temi predavanji se je v bistvu tudi malo spremenila udeležba, ker smo začeli reševati malo več po socialnih omrežjih in je bilo na primer na zadnjih 3 dogodkih tam v povprečju 20 udeležencev, ki so študentje, mislim, za industrijo malo več, tam 23, 24, za akademske zdaj malo manj, in 15. In v bistvu sem v bistvu ugotovil, kateri so kanali za olajševati nekako bolj tem študentom, ki jih zanima, študentom biotehnologije, biokemije in vseh teh bioznanosti, ki se zanimajo, da mi hoče šli pač na majsteri doktorat ven. Super. Ja. In tukaj, če dodam še Jaka, se mi zdi, da je neverjetno, če pomislimo, dejansko Jaka je združil vse Slovence, če tako pomislimo, ki se ukvarjajo z life science-om, ne, in dal nek prostor, da si med sabo pomagajo, da se povežejo s predstavniki v Sloveniji, s podjetji, z izobraževalnim, recimo, perspektivo tudi, kot tudi si pomagajo med sabo, kar se mi zdi res super, no. Ja, z nekaterimi se še imamo mogoče zasrečiti v živo, dejansko da zdaj še nisem prav, je bilo vse virtualno, ampak z enim raziskovalcem, ki delal v Nemčiji, delal v Sloveniji, sem v bistvu tudi jaz dobil tako par nasvetov, sem se pogovarjal z njim preko Slacka in tudi smo se srečali v Sloveniji dostikrat, no, tako da pač nisem se spoznal. Pa ja, tudi v bistvu zdaj poznam ljudi, ki delajo od Novartisa do Kobik, pa kaj smo imeli še, Bioseparations, no, tako da, ne vem, pač mi je bilo zanimivo pač tudi videti, meni je v bistvu bolj všeč slišati te osebne zgodbe, no, ker ne vem, pač vidiš, kako je druge neslo po svetu in tudi zakaj in kako so razmišljali, no. Super, hvala. In tukaj bi še pokazala tiste, ki vas zanima, recimo vodenje strokovne skupine. Imamo kar precej, tukaj mislim, da nam manjkajo še inženirji. Torej imamo kar pestro selekcijo področji, eni so bolj aktivni, eni so manj. Recimo najbolj so definitivno recimo life science, data science, healthcare pa kreativci. Drugo pa imamo definitivno še priložnost recimo za bolj povezati te skupnosti. Tako, če vas zanima, je tu definitivno zanimiva vloga. Anita, bi imela tukaj še kaj za dodati, kot vodja tudi skupine Slovenke pri Vtisu? Mogoče samo to, da recimo jaz sem prevzela vodenje nekje na sredi leta in moram reči, da sem dobila super navodila, hands-on, kaj se je dogajalo v skupini, kakšne ideje so punce že imele, tako da dejansko, tudi če vas zanima pač dejansko in če niste prej člani in če se nekako želite aktivno vključiti, se mi zdi, da dobiš vso potrebno podporo, tako da lahko dejansko začneš organizirati, nekako si potem tudi sam določiš oziroma pač kako si želiš izpeljati celotne dogodke oziroma strukturo. Tako da ja, no. Jaz bi rekla, da sicer jaz se malo še lovim, ampak do zdaj smo imeli 2 dogodka, 2 bomo še imeli, tako da dejansko pač kar gre. Je pa tudi neka taka stvar, da poleg organiziranja se mi pa zdi, da se tudi majčkeno preizkušaš v motiviranju, pač kako dejansko
pritegniti ljudi. In to se mi pa zdi zelo zanimivo, oziroma ena taka veščina, ker še vedno smo prostovoljci, vse to delamo v prostem času. In je to popolnoma drugače, kot v službi, kjer dejansko tvoj podrejeni mora določene stvari narediti, ker je pač njegova služba. Tako da je malo drugačna, tako da se mi zdi, da je pač tudi to vodenje interesne skupine spet neka taka stvar, ki se lahko veliko naučiš in ti potem tudi pomaga pri tvoji nadaljnji karierni in tudi privatni poti. Super. Hvala. Kakšno vprašanje za Jaketa pa Anito glede vloge vodja interesne skupnosti? Jaz imam eno vprašanje. In sicer me zanima, to je vedno samo en vodja ali je pač tudi kakšna skupina? Ali... Za mojo skupino, na primer, na začetku smo nekako se 3 javili in vmes enkrat, ko sem bil zaposlen, sem nekako prosil enega drugega, da pač te linke pošilje, da se dobimo. Od ta 3. osebe pač nisem prav slišal, ampak mi je bilo pač v redu, da sem imel nek kontakt, da bi jih lahko vprašal, če bi bilo kaj nujno. Meni je v redu, da bi pač bilo več. Ni treba, da je piramidna sestava, tako da po mojem 2 vodji za life science, na primer, na mojem primeru to bi delovalo. Ja, se čisto strinjam. Veš, ker zaenkrat imamo pač po eno vodjo, samo za te, da imamo eno glavno kontaktno osebo, da lahko malo požicamo, a se bo tudi zgodilo, pa vemo, koga ne kontaktiramo, da vemo za oglaševanje dogodkov in tako naprej, ampak pa če te zanima, recimo tudi vodenje te iste interesne skupine, kar je Jaka rekel, pač se naredi skupinca, ko skupaj organizira. Ne? Po moji izkušnji je to bolj tako, na primer, tudi ko sem bil oziroma ko sem se udeleževal dogodkov Postdoc Association, ko sem bil v Dallasu, ne. Ene skupine, oziroma, ko se reče, podskupine, interesne skupine, so nastale in se raztopile v prihodu in odhodu človeka. Ne vem, če bi jaz jutri odšel, mogoče, ne vem, bi lahko dobili naslednjega ali ne. Tako da, ne vem, se mi zdi, da za tiste, ki želijo, pač se lahko predstavljaš kot društvo in da je vse strukturirano, ampak po drugi strani smo v bistvu to ljudje, no, tako da meni bi se zdelo škoda, da ne bi bilo ene točke, na katero se pač lahko nekdo, ne vem, pa si prvi mesec v državi in se preklopiš na internet in da se lahko govoriš z nekom, ne za vikend, ko nimaš še kolegov. Pač je dobro, da nekaj stalno teče. Tako da, ja, na koncu pač vse je društvo, ampak je tudi to, če hočeš ti poskušati nekaj pač kreirati, nekaj dobrega za, mislim, nekaj družabni dogodek, potem pač lahko pripomoreš temu. Ja, se čisto strinjam. In tako je tudi nastalo navsezadnje ta ideja z strokovne skupnosti, ne. Mislim, da Jaka, ti se bo prvi, ne, ki je sploh začel vzpostavljati to skupnost. Ja, sem pač se javil, sem rekel, ok, lahko pač tam malo moderiram na Slacku. Od začetka je bilo lahko. Zdaj, to leto je bilo največ delano, se mi zdi, ker sem pač dejansko načrt za celo sezono teh srečanj in sem povabil ljudi in na začetku, tudi sem se spraševal, zakaj to delam, ker na začetku ni bilo toliko deležbe, potem sem malo ugotovil, kako točno to oglaševati in tudi odzivi, spet, pač jih ni bilo toliko, si jih drži 23 in potem 4 udeleženci so na koncu preko ankete pustili odziv, so rekli, super, še več bi rabili teh dogodkov, zelo uporabno, tako da potem, ne vem, si predstavljam, drugi si tudi verjetno mislijo podobno, pa niso pustili mnenja, no je fajn, tako da slišiš to. Hvala. Cool. Gremo pa, bi jaz predlagala, sem še na zadnjo, imamo še 2, še zadnje 2, mogoče samo nekratko, Gregor, če bi mogoče malo povzel tudi, recimo, kaj dela delovna skupina zakonodaja, in kako je biti član, recimo, delovne skupine? Ja, pri zakonodaji v bistvu imamo več tem,
na katerem moramo narediti malo raziskovanja. Ena moja tema je bila recimo modernizacija študijskih programov v Sloveniji. In pač zelo je zanimivo zaradi tega, ker dejansko se malo poglobiš neko temo, ki je v Sloveniji aktualna, in se lahko pogovoriš z nekaterimi deležniki in nekako narediš predloge, ki dejansko se potem uporabijo za nekaj v Sloveniji, ne. In v sklopu tega smo naredili recimo eno anketo, ki smo jo potem delili med vsemi pač Slovenci, ki so bili izobraženi v tujini in tudi tistimi, ki so pač bili ves čas doma v Sloveniji in nekako našli pain pointe, kje so največje težave pri izobraževanju in kaj bi se dalo spremeniti, izboljšati in nekako to skupaj spravili nek dokument, ki je zdaj v sklopu bele knjige, ker imamo več pač tem in so noter pač konkretni predlogi za specificirane deležnike, kaj je bilo treba modernizirati, da pač nivo inovativnosti v Sloveniji zraste. In se mi zdi en tak dober primer, kako nekako tisti, ki smo še v tujini, nekako vračamo lahko nazaj v Slovenijo. Super, hvala. Kakšno vprašanje glede te vloge? Sem imela par vas je tudi bilo kar zainteresiranih. Omenjeno tega sem se spomnil, to, ko smo delali ta zakon o raziskovanju, sem gledal ene stare dokumente, ne stare, ne vem koliko so stari, pač ene raziskave, ki so naredili člani vtisa glede, kaj bi te, ki so v tujini pričakovali, če bi se zaposlili v Sloveniji, ne. Ta anketa je bila dejansko zelo zanimiva, no. Mislim, nimam prav skupine za dela tega, ampak se mi zdi, da sta bile dve posebej raziskavi od dveh različnih ljudi in je bilo tako, na primer, je plača, so delovni pogoji, je to, da ne moreš govoriti tujih jezikov oziroma razgibano okolje, in je bilo zelo zanimivo videti, kako pač tisti, ki so v tujini, doživljajo to, no, ali bi nekako šel v Slovenijo delati naprej, ali bi kje drugje v tujini. Ja, tako da smo imeli delovno skupino 2 leti nazaj in evo, tle je, kar si rekel, Jaka, dober primer, ne. Na koncu smo objavili to publikacijo, smo zbrali dobre prakse iz tujine in jih pol predstavili različnim gospodarskim zbornicam, podjetjem in tako naprej. In dobili pol tudi feedback, da je kar precej slovenskih podjetij tudi začelo uporabljati te dobre prakse pri svojih kadrovskih strategijah, recimo, ne. In tukaj smo se pol povezali recimo z Ministrstvom za gospodarstvo, za delo, imeli smo kar precej člankov na Delu, na časniku Finance in tako naprej. In isto bo zdaj tudi skupina zakonodaja, kar je povedal Gregor, ne, ki dela zdaj na člankih in pol se gre, te delovne skupine so pol kar precej povezane s kontakti, ki jih ima vtis recimo z različnimi ministrstvi, z različnimi medijskimi hišami in tako naprej, da res zagotovimo, da te dobre prakse iz tujine so prenešene nazaj v Slovenijo. Še kakšno vprašanje glede te vloge? Jaz imam eno vprašanje. Kaj iščete kakšen specifični background za te osebe? Mislim, da glavna je samo radovednost. Radovednost pa, da si lahko daš par ur na stran čez mesec, ne. Mislim, da tukaj in Gregor tukaj vskoči noter, pa Anita, tukaj glede na tvoje prednosti si malo porazdelimo vloge, ne. Tisti, ki so mogoče bolj dobri za, ne vem, analizo podatkov, vodeli recimo analizo podatkov iz ankete, ne. Tisti, ki so ful boljši pri, ne vem, pisanju ali pa kvalitativnem delu, se bo mogoče bolj fokusirali pri raziskavi na to temo, ne. A to je bilo vprašanje glede lokalnih odborov? Ne, to je zakonodaja, za delovno skupino. No, mogoče tukaj lahko omenim, na začetku, ne, jaz sem pač pisal o modernizaciji študijskih programov, ne, pa nisem imel kaj dosti pojma o študijskih programih, tako kaj bi se dalo modernizirati, ne. Sem pa bil v skupini skupaj z eno, ki je
z eno punco, no, ki dela na Univerzi v Ljubljani in pač to živi, tako da je precej izkušnja recimo na tem področju. Kar sem jaz potem prevzel, je bilo to nekako, da sem naredil anketo in sem začel potem analizirati podatke in jih spravil v tako bolj raziskovalno obliko, no. Naredil paragrafov, komentiral, naredil rezultate, diskusijo in potem to gre potem še v peer review, ki gre nekako ljudem, ki se ukvarjajo s tem malo bolj in pol nekako dobiš komentarje in lahko popraviš par zadev, ki jih imaš. Okay, hvala. Super, hvala. In zdaj še zadnja stvar, ker vem, da so že malo pozni s časom. Zadnja prostovoljska vloga je pa potem še pisati vsebin za blog, tako da bom tukaj prosila Laro, da naredi en kratek uvod v kako to izgleda pisati vsebin. Ja, se pravi, to je ena vloga, ki je mogoče najbolj na nek način drugačna od ostalih, ki od vas ne zahteva mogoče tega, da ste vključeni skozi celo leto prav zelo, ampak v bistvu vam da priložnost, da se poglobite v eno temo, ki vam je mogoče blizu, ki je lahko v bistvu marsikakšna tema, ki je relevantna za člane oziroma za bralce, pa da je vam vse, da se v tem najdete in da jo potem še malo raziščete, da se povežete z drugimi člani, da vključite njihova mnenja. Tako da je bolj tak nekakšen mini projekt, ki si ga zastavite in ga potem izvedete. Zdaj, načeloma je na začetku leta bootcamp, kjer zveste recimo neke osnove, kaj se pričakuje sploh v okviru, kakšne teme so zanimive, kakšne resursi so vam na voljo in nekako v bistvu takrat si zastavite članke oziroma okvirno teme, o katerih bi pisali in potem tudi, kdaj v letu naj bi ta članek objavili. Se pravi, si začrtate nek cilj. Torej, recimo meni je bilo, jaz sem bila sveža od mnogih prijav na doktorate in sem imela mogoče veliko izkušenj s tem svežih in sem si odločila, da bi bilo fino kaj o tem napisati, da bi mogoče drugim pomagalo. Zdaj, glede na to temo je bilo seveda smiselno, da se te stvari objavi jeseni, ko se ljudje dejansko začnejo s tem ukvarjati. In potem katerakoli tema, ki si jo vi zastavite, potem nekako načrtujete, kdaj in kako bi ta članek končali. Zdaj, načeloma se priporoča, da se nekako ta članek pripravi kakšen mesec prej, potem se ga pošlje, mislim, da ima zdaj Nika to čez. In Nika nekako poveže vse, kar potem pride z urejanjem tega članka, se pravi, lahko da nasvete, kako, če ste recimo v dvomih, jaz nisem imela nekih novinarskih izkušenj prej in recimo ena stvar, ki mi je bila težja, je kako sploh vključiti citate drugih članov v tekst, koliko lahko teksta spremenim, koliko lahko popravim, ne vem, stavke, tako da nekako smiselno noter skupaj. In mi je bila pri tem recimo zelo pomoč, da sem se naučila, kako se to naredi. Tudi Kristi, ki je predlagala, da mogoče res bi bilo fino poiskati izkušnje drugih članov, mogoče jaz bi rabila za to malo bolj brco rit, pa sem bila potem zelo zadovoljna, da so ostali tudi prispevali zanimive izkušnje, ki so res popestrile potem članek, da res nekako jame sliko širšo od naših članov. Tako da ja, je taka zelo zanimiva izkušnja, če bi se radi preizkusili v pisanju, če imate kakšno temo, o kateri bi se radi razpisali, če ne, lahko tudi iz predlaganih recimo področji skupaj najdete kakšno stvar, ki bi bila zanimiva za bralce. Včasih se tudi na vtisu želi napisati kakšen članek, pa se potem najde nekoga, ki bi to napisal. Tako da ni prav zelo velika časovna nek commitment, zastavite si sami cilje na začetku leta. Če se vam zdi mogoče, da je
pridružiti se skupini in redno sodelovati, da je to nekaj, kar niste ziher, da bi vam šlo skozi. Je to tudi en način, na katerega lahko date svoj doprinos. Super, hvala. Ja, tako in mogoče še eno stvar bi tukaj dodala. Imamo različne rubrike na blogu. En je odhod v tujino in pač tukaj se gre predvsem za pisanje člankov, za deljenje nasvetov za tiste, ki se šele odpravljajo v tujino. Pol imamo uporabno za člane, tukaj recimo delamo članke, ki pomagajo članom se bolj povezati s skupnostjo, pridobiti podporo, ali pa recimo kakšne take članke recimo na temo davkov pa tako naprej, karkoli je uporabno za člane. Pa imamo dobre prakse iz tujine, o katerem smo že dosti govorili, in pa pol še karierni nasveti. Tako je toliko zaenkrat, bom šla zdaj kar preskočila na zadnjo stran tukaj, pa pol tisti, ki imate še kakšno vprašanje, kar ostanite, pa bomo odgovorili, drugače bomo pa pol počasi zaključili. Ampak zdaj sam glede naslednjih korakov, če vas zanima postati prostovoljc, če imate še kakšno dodatno vprašanje, skrb, dajte pač poslati ali meni vprašanje, ali Gregorju, ali Aniti, ali Lari, ali pa Jakotu. Slack je zmeraj najboljš, tam smo zmeraj online. Drugo je pol, preberite si opis o izbrani prostovoljski vlogi, bomo tudi poslali v mailu pol po tem dogodku in pa tudi na Slacku, tako se lahko v miri malo prebereste o nekako pričakovanjih za vsako vlogo. In pa zraven tudi bomo vam poslali tudi prijavni obrazec. Tako naslednji korak je pol, da izpolnite prijavni obrazec do 7. decembra. Če poznate še koga, ki bi ga ali pa jo zanimalo postati prostovoljka oziroma prostovoljc, dajte jih tudi povabiti, bomo zelo veseli. In pol, ko se enkrat prijavite, v približno roku enega tedna boste dobili nazaj potrditveni mail in naslednje korake. In pa še zadnja nekako taka uradna stvar je, da se udeležite konec decembra zbora članov. Datum bomo še potrdili v naslednjem tednu, ampak to je ponavadi okoli 21. decembra, tam okrog. Tega dogodka se udeležite in tukaj vas potem še uradno potrdimo v vašo prostovoljsko vlogo. Pa se vse začne januarja, ko pa organiziramo bootcampe, kjer vam pač ponudimo vsa izobraževanja, da lahko pač izvajate to novo funkcijo v društvu Vtis. To je nekako to. Tako bom zdaj utihana popustila, če ima še kdo kakšna zadnja vprašanja, ali pa sam komentar, ali je bilo to uporabno ali ne, kaj bi lahko naslednjič boljš naredili, bomo zelo veseli obojega. Jaz bi sam dal komentar, da uporabno, pa super, da imamo prav ljudi, ko so izkušnje delili, tako da je bilo fajn slišati. Hvala vam res. No, jaz sem oglasil, ker sem tako sigurno daleč najstarejši. Jaz sem v bistvu zato, ker imam hčerko v Kanadi, pa zdaj se tu zraven prišel, malo to gledam, poslušam. Mi je zelo zanimivo s tem, da bom dejansko to vse ne posredoval, pa tudi z Andrejem sva že vzpostavila kontakt, ker je v Torontu, pa verjamem, da se bo ta našla, pa katero rekla v slovenščini, ker je tudi letos se odprla tam firmo. Bom pa videli, no. Zdaj pa vas še pa zanima, sem pa zelo močno na področju inovacij, inovator, raziskovalec, sem pa že v bistvu v pokoju, pa mogoče lahko kakšen članek tudi napišem za spodbudo mladim inovatorjem. Sicer tu zdaj sem v šoli v Velenju, delamo neki skupni projekt, pa tudi s fakulteto za šport razvijamo nekaj s tem profesorom, ki trenutno dela s Čehom, no, tako da pa tudi za smučare neko pripravo. Mogoče bom, no, meni je zanimivo, se pravim, jaz se pač nočem sprijazniti s tem, da bi bil penzionist, ampak se pa jim počutiti novim mladim. Upam pa, da vas ne bo. Se tudi ne smeste. Ja, tako da. Odlično. Ja, bomo tudi veseli, če delite svojo hčerko, pa tudi, če napišete kakšen članek, zelo veseli. Pa tudi mentorstva bomo veseli. Sicer danes nismo tako dosti o tem govorili, ampak smo zmeraj veseli izkušenih mentorjev.
No, super. No, vse, ravno zdaj sem dobil en kompliment, ravno kot smo pred časom, ker kdaj smo te sončne elektrarne, sem bil eno tisti, ki smo dejansko to zagnali, pa tudi danes me pa spet kličejo tisti, ki so takrat nas pred 20 leti odbijali, zdaj bi pa kar nekaj si imeli, ne, tako da smo imeli vizijo, samo, ok, se vse prije nas, pravi čas na svoje mesto. Super. Še kakšno zadnje vprašanje? Zdaj imamo vse prostovoljce tukaj na kupu, da delijo realno stanje, ne tako, ko vam jaz rekla, kaj mora biti, ampak povejo, tako je, da si znaste predstavljati. A vas je, mogoče mi dajte samo malo povedati, a ste dobili tiste informacije, po katere ste prišli tukaj? In boste zdaj potem se še prijavili? Dajte se prijaviti, delo je super, spoznaš dosti ljudi, ni da ni. To, revo. Oziroma, če ne to, pač, če poznate koga, ki še ni včlanjen, ali pa če ne pozna mentorskega programa, sporočite to informacijo naprej, zato ker so pač, je dobro, da je več ljudi včlanjenih in mentorski program, sem tudi jaz malo sodeloval v tem, je zelo fajn, no. Pa mimogrede, glede na to, da si dosti iz Švice, 10. decembra bomo imeli en meetup v Švici, v Zürichu, tako da stay tuned. Evo, vidite, tu so vodje, ves čas promovirajo. A bo kdaj tudi na tem koncu, ta francoskem delu Švice? Se pogovarjamo, bo v naslednjem letu, mislim, da aprila smo dali takrat. Okay. Veže, jaz sem bila lih ta vikend prvič v, ne Bern, kaj je druga, Basel, v Baslu. Ja. Kako lepo. Bern je še lepši, mimogrede, samo tako. Se strinjam. Bistveno lepši. No. Jaz sem bil včeraj v Baslu in sem videl, da so se ljudje kopali v reki. Ja, evo, jaz isto. Samo več, smo bili ki blizu. A res? Čakaj. A ja, okej. Da bi vedel, ne? Mogoče še eno vprašanje. Ko ste prišli v ta pogovor, ste imeli že eno najbrž vlogo v glavi, kaj bi delali? A ste si premislili, ali boste ostali z isto, kar ste mislili, da bi delali? Prikimajte, odkimajte. A se lahko tudi javste, no? Vse smo vsi domači. To je težje. Ne vem, jaz sem za sebe povedal, jaz sem bil v Londonu na zadnjem na eventu, ko je bilo na veleposlaništvu, pa me je Alina direktno nagovorila, če bi bil pripravljen biti član. Pa v Nemčiji sem dejansko še bil član, ampak nismo bili najbolj aktivni, tako da se da po mojem boljše, tako da zaradi tega. Mene je tudi Alina rekrutirala zadnjič, da... Aj vam dala feedback, da super vodi. Odlično. Kaj imamo še? Tita, Manja, Anja, še kakšen feedback ali pa vprašanje od vas, ali pa Nika? Z moje strani je vse jasno. Jasno, kaj razmišljaš, Manja, katera vloga? Ta skupina iz zakonodaje. Ampak zato sem vprašala, ker me je bilo strah, da iščete ljudi, ki imajo background z pravom, zaradi tega, ker pač, ko slišim zakonodajo, sem zato vprašala. Jaz sem pri tem RIS-u sodeloval. Meni je bilo najbolj zanimivo v bistvu to, ker je tim... RIS, moraš razložiti, kaj je RIS. Razvojna in kakšna razvojna inovacijska strategija. 2030. Ja, očitno me pač sploh ni točno zanimalo na točno, čem delamo, v katerem zakonu. Samo je pač, smo si razdelili sekcije, jaz sem seveda prevzel glede financiranja raziskovanja in potem v bistvu smo poskusili nekaj napisati, ne vem, od 16 sekcij, 4 skupine, vsako odgovori na 4 vprašanja
In tim je to zelo dobro organiziral. Jaz v bistvu prej nisem sploh vedel, da se lahko te stvari tako dobro organizira. On je tudi v Švici. Nima veze, malo omenim. Ne vem, tako so imeli par ciklov, sem bil prav presenečen. In na koncu v bistvu, brez da bi vedel, kje je tega področja prej, no, sem pač te ideje, kako me bereš sproti, ne, med študijom, med delom v tujini, ka vidiš nekaj, kar prej nisi videl v Sloveniji, mogoče smo samo zapisali dol in drugi so tudi dodali nekaj in je rado zelo fajn brošura na koncu, no, tako. Tako da ni treba vedeti. Mene pa, čakaj, Gregor, sem iskal po Slacku, a je channel glede tega? A je channel? Kako se kliče? Zakonodajna skupina. Ja. Samo zakonodajna. Ja. Ja, ampak ne, se strinjam. Smo zdaj pri zakonodajni že tu, da ti lahko zbereš dobre prakse iz tujine, a veš, ne vem, na področju, tako kot je delal zdaj Gregor, ne, na področju modernizacije slovenskega visokega šolstva in tako naprej. Tudi če se nam dotiče same zakonodaje, lahko da že neke dobre prakse, ne vem, za profesorje, za vodstvo šol, za ministrstvo in tako naprej, že sam da deliš, kaj v drugih državah delajo, ne. In včasih tudi mi sami podcenjujemo, koliko je to vredno, ne, kako recimo pa smo predstavljali recimo z novemu ministru, samo malo kakšne stvari delamo in naslednje leto bomo tudi več sodelovali. So bili čisto navdušeni, ne, to je za njih zlato, ne, ko vsi bi nekaj spremenjali tam, noben pa ne ve kako, ker nimajo izkušnje. Ali pa nočejo, ampak to je druga diskusija. Zelo pomembna zavidnost vtisa v bistvu, zato ker z leta v leto pač je več ljudi z relevantnimi mnenji in strokovnjakov tudi. In če pač to aktivno sodeluje vsako leto, v bistvu se postavi ena močna povezava, no. In pač v prihodnosti bo to pripomoglo še toliko bolj verjetno kot zdaj. Čakaj, samo vprašanje glede te skupine na Slacku, a je zaklenjena oziroma nevidna? Možno ja, da je privatna. Moramo biti povabljeni noter. Nisem noter? Skleta, da ne. Piše Timu. Okay, dobro. Če lahko sam še to rečem, meni je tudi pri tej zakonodajni skupini ful dobro. Jaz sem recimo zdajle pisala enakost spolov, pač to, ne enakost med moškim in ženskim. In je recimo ful zanimivo, da sem ugotovila, da imamo v Sloveniji ogromno nekih orodij, nekih zakonov. In je tako pač zame bilo presenečenje, da se recimo v zadnjih parih letih v Sloveniji veliko na tem delal. Zdaj pustimo to, koliko se je uresničilo, pa koliko se je to v praksi uporablja, pa koliko se dejansko preverja, da ti zakoni oziroma orodja, ki so bila ustanovljena, so dejansko tudi uporabna v praksi. Ampak tako na papirju se mi zdi, sem bila zelo pozitivno presenečena in recimo, če primerjam Švico, sem se rekla, wow, v Sloveniji sploh nekako slabo. V Švici glede tega smo precej v zadešni, no. Že v osnovi pač ne prihajam iz najboljše države, da bi pač lahko govorila, da imamo tukaj boljše prakse v povezavi s to tematiko, ampak je bilo pa zanimivo tudi pač z tega stališča pregledati, narediti nek tak research slovenskega prostora in se mi zdi, da je to tudi pomembno, da zberemo, napišemo tudi te zadeve, ker mislim, da tudi mogoče v Sloveniji tega veliko ljudi ne ve. Zato, ker konec koncev, saj recimo jaz osebno se pač tudi v službi pač pišem članke in sem se pač tega lotila dosti na podoben način. Pregled literature, primerjava Slovenije in tujine, tako da dejansko, tako kot je Kristi prej rekla, če te zanima, ne rabiš nekega hudega backgrounda, zakonodaje oziroma poznavanja slovenskih zakonov. Pač, če te zanima tematika, pa tudi konec nismo omenili, no, dejansko imamo zelo strukturirano, kako naj bi ta članek na določeno temo, ki ga pišemo, izgledal, je nekako maksimalno 3 do 4 strani, piše se v slovenščini, imamo tudi en tak video, kjer je zelo tako straightforward, dejansko kako napisati, kako razdeliti po sklopih, tako da dejansko ni čisto nič zakompliciranega in težkega. No. Dejansko pa slediš navodilom, narediš research, napišeš, vključiš dobre prakse, ideje, predloge, rešitve in tako da kar pogumno. Tako je, eco-dat. Mislim, te glavne je samo motivacija in pol pač seveda
tudi kako bi rekla, neka odgovornost, enkrat, ko se prijaviš kot prostovoljc, ne, da si tam, ko imamo sestanke in tako naprej, da pač lahko delamo kot tim in si porazdelimo naloge in tako naprej. To so, mislim, da dve glavni stvari. Vse ostalo se da naučiti, pa si pomagamo med sabo. Tako da, to je to. Neč, bom pol kar zaključila, bomo, kar sem rekla, najprej še enkrat ful hvala, da ste se udeležili, da vas zanima, da ste se odzvali na, ne vem, Gregorjevo vabilo ali Alinino povabilo ali pač, ko ste videli na spletni strani. Ful lepo, da ste prišli. Hvala tudi Gregorju, Aniti, Lari pa Jakotu, da ste delili svoje izkušnje, se pravi, ga ne čez deljene izkušnje, vse drugo, kakršenkoli slajd ne pove vsega. Če nimaš dejansko človeka, ki to dela od zadaj. Neč, in upam, da se boste prijavili naslednje leto, oziroma to leto, za naslednje leto za prostovoljstvo. Bomo poslali mail, kako sem rekla, z vsemi linki, kjer se lahko prijavite, pa opisi, vlog. Tako da spremljate mail in pa spremljate Slack, bomo tam vse poslali. Super, hvala. Hvala, lep večer. Hvala. Čau. Gregor, Hvala. ostane še eno minuto. Ja. Ja, lahko Čau. noč. Okay. Anita, jim bom poslal jaz maila, boš prišla še ti, zame pa že Okej. potrjeno, bom pa napisal, da priješ še ti. Ja, zato, ker piše odpadaj, no, tako da pa mi poje sporoči, če bo kakšen problem, pa to pa pač. Ne bom prišla, če bojo ki komplicirali, sam pač. To sem Ne, te hotela mislim- vprašati, samo to, ker sem zdaj pomis